Pozdravljeni na izredni novinarski konferenci. Organizator je Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije. Kot veste, vsaj 95% vseh komunalnih podjetij je članov naše zbornice, med drugim tudi vsi regijski centri za ravnanje z odpadki. Zato smo na žalost v poduk oziroma z iniciacijo tega požara v Puconcih sklicali tole konferenco, da povemo, kako in zakaj in v katero smer gremo. Trije sogovorniki so danes z nami, in sicer direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, gospod Sebastian Zupanc, gospa Simona Biro, direktorica javnega podjetja Centra za ravnanje z odpadki Puconci, kjer je bil pred kratkim tudi požar, in pa potem gospod Maksimilijan Tramšek iz Locero, to pa je Združenje centrov za ravnanje z odpadki Slovenije. Vsak od njih bo povedal svoje videnje te zgodbe oziroma mogoče malo širše, naknadno potem pa bodo tudi na voljo za vprašanje oziroma posamezne izjave. Najprej pa k besedi vabim gospoda Sebastiana Zupanca, direktorja Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije. Izvolite. Hvala lepa in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je že kolegica Maja omenila, smo se danes dobili tukaj pravzaprav, da se pregovorimo o problemu, ki je v Sloveniji prisoten že vrsto let. Požar v Puconcih ni zgolj osamljen primer v nekaj letih, ampak je to požar, zadnji požar. Spomnimo se samo požara v Sorovini. Vsakih nekaj mesecev v Mariboru v Sorovini gori, ki prav tako skladišči prekomerne količine gorljivih odpadkov. V Snagi Ljubljana se boste verjetno spomnili nekaj mesecev, v Publikusu v Komendi na Jesenicah je gorel, danes pa tudi v Ceropu, pravzaprav pred nekaj dnevi, žal. Zdaj, v Zbornici komunalnega gospodarstva že vrsto let opozarjamo na sistemski problem v Sloveniji, da enostavno nimamo zadostne kapacitete za energetsko izrabo odpadkov. Če smo na eni strani za področje zbiranja komunalnih odpadkov in pa za področje obdelave komunalnih odpadkov izjemno dobro organizirani in imamo tudi ustrezno infrastrukturo, nam pa seveda pri odstranjevanju odpadkov, pri sežiganju odpadkov te infrastrukture manjka. V Sloveniji imamo namreč eno sežigalnico v Celju, ki že vrsto let dobro dela brez kakšnih težav in pokriva predvsem Savinjsko dolino, in pa sosežig teh gorljivih odpadkov v Anhovem. Vsi vemo problem Anhova, približno 45.000 ton letno sežgejo teh slovenskih gorljivih odpadkov. Je pa vprašanje Anhova spričo aktivnosti raznih civilnih iniciativ in pa tudi sprejetje zakonodaje v Državnem zboru je njihova prihodnost negotova. Obseg komunalnih odpadkov, pa ne samo v Sloveniji, ampak pravzaprav v razvitem svetu iz leta v leto narašča. In vrsto let že zasledujemo neko mediano rasti. Kakšno leto se nam mogoče malce ostalo, pa mislimo, ja, zdaj smo pa že na dobri poti, da bomo začeli zmanjševati količino odpadkov, pa naslednje leto to zopet skoči. Posledično raste tudi potreba po obdelavi komunalnih odpadkov, iz katere nastajajo gorljivi komunalni odpadki v regijskih centrih. Državna gospodarska javna služba sežiganja komunalnih odpadkov je že leta 2004 bila sprejeta v Zakonu o varstvu okolja. Takrat je bila sprejeta tudi prva uredba o načinu upravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Torej, pravna osnova je stara že krepko preko 20 let, da bi ta gospodarska javna služba morala v Sloveniji zaživeti, pa do danes še vedno ni. Leta 2022 je bila sprejeta uredba o upravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki je ostala mrtva črka na papirju. Sedaj že 2 leti poteka priprava nove uredbe o sežiganju komunalnih odpadkov, ki jo pričakujemo, kdaj bo sprejeta in na podlagi katere naj bi bile razpisane koncesije, in sicer za 3 območja, ta osrednja slovenska, štajerska in pa Savinjska regija. Vemo, da govorimo o 3 objektih za energetsko izrabo odpadkov, torej Ljubljana, Maribor in pa Celje. Žal tudi tukaj zadeva ne poteka ravno tako, kot bi se vsi želeli. Želeli bi se namreč, da te stvari potekajo hitro. Dejstvo je, da gradnja ustreznega objekta traja od 5 do 7 let. In tudi, če danes sprejmemo neko rešitev oziroma podelimo te koncesije in zagotovimo sredstva za gradnje, ob predpostavki, da bo
splošna javnost temu naklonjena, bomo rabili 5 do 7 let, da se to umesti v prostor. Seveda pa, če ne bomo pravočasno ukrepali, se bo ta količina skladiščenih gorljivih odpadkov v Sloveniji samo še povečevala. Če se malo ozremo nazaj, prvič smo se soočali s neprevzemom ali pa bom rekel zaprtjem meje za izvoz gorljivih odpadkov v času covida. Takrat nam je blato začelo zastajati, takrat nam je gorljiva frakcija začela zastajati. To je bil en prvi val, ko smo to prebrodili, smo kar pozabili. Je država kar pozabila, da imamo probleme. Zdaj se zopet pojavlja težava v tem, da cementarne v tujini zaradi ohlajanja gospodarske rasti na področju gradbeništva delajo s polovično močjo oziroma zmanjšano močjo, zato ne potrebujejo alternativnih goriv, katere pridobijo iz tako imenovane lahke frakcije gorljivih odpadkov, ki se pridelajo v naših regijskih centrih za obdelavo komunalnih odpadkov. In ker tega ne moremo izvoziti, se količine v regijskih centrih kopičijo, pri dolgotrajnem skladiščenju nastaja metan, pride do samovžiga in so požari pravzaprav nekaj povsem pričakovanega in tudi vnaprej lahko rečem, da pričakovano. V tujino, recimo, kot informacijo, izvozimo za približno 40 milijonov evrov teh gorljivih odpadkov, pri čemer seveda smo prepuščeni dnevno-političnim kapricam sosednjih držav, pa tudi mogoče gospodarskim aktivnostim v sosednjih državah, kdaj oni so pripravljeni prevzemati gorljive odpadke oziroma jih niso pripravljeni prevzemati. Mi v zbornici se zavedamo, da pravzaprav ne moramo samo državo v krivo narediti za nastalo situacijo, že res, da bi morala vzpostaviti gospodarsko javno službo sežiganja komunalnih odpadkov, pa vendarle slovenska javnost je izjemno nenaklonjena gradnji teh energetskih objektov s predpostavko in pričakovanji, da bodo odpadki kar nekam zginili. Odpadki ne bodo zginili. Za odpadke kot sodobna družba moramo sami poskrbeti, ne se zanašati, da bodo to poskrbele neke druge manj razvite države ali pa morda tiste severnoevropske države, ki so dolga leta gradile strategijo na področju sežiganja odpadkov, ampak moramo sami poskrbeti. In to je odgovornost nas v Sloveniji, slehernega Slovenca, seveda pa v prvi vrsti vlade, ki te stvari pelje. Tako da pravzaprav tudi širša javnost, tako laična kot civilne iniciative, pa konec koncev, če vzamemo zdravnike, lahko rečemo, da je to strokovna javnost, vsaj na področju zdravstva, je zelo skeptična do tega, da bi mi imeli te objekte, ki so pa zadnji v verigi procesa predelave komunalnih odpadkov. Torej vse tisto, kar ne moremo reciklirati, in tudi vemo, da še vrsto let ne bomo tehnološko tako razviti, da bi lahko v celoti vse odpadke reciklirali, to je pač potrebno, te odpadke je pač potrebno energetsko izrabiti, sicer nam bojo delali takšne ali drugačne težave. Skratka, z nasprotovanjem razvoja tega energetskega odstranjevanja naših odpadkov, še enkrat poudarjam, slovenskih, od nas slehernega, si sebi in okolju definitivno delamo škodo. Jaz bi predal besedo zdaj kolegici Simoni, Hvala lepa. Pa bi potem na koncu še za vprašanje. Besedo predajamo gospe Simoni Biro, direktorici javnega podjetja Centra za ravnanje z odpadki Puconci, krajše CEROP, ki bo povedala, kaj so doživljali v zadnjih 4 dneh, predvsem pa kakšno je stanje ta trenutek po zadnjih podatkih, čeprav vemo, še vedno tli. Tako da beseda je vaša. Hvala za besedo in en lep pozdrav tudi seveda v mojem imenu. Ta ponedeljek je zagorel naš Pomurski regijski center za ravnanje z odpadki. Zjutraj, malo pred 1:30 smo bili obveščeni s strani varnostnika, da v hali, kjer smo skladiščili odpadke po obdelavi mešanih komunalnih in poslovnih odpadkov, začne tleti. Hitro so bile angažirane vse pristojne inštitucije in začelo se je gašenje požara. Po pregledu posnetkov nadzornih kamer lahko povem, da je v roku 1 minute celotni skladiščni prostor, pa govorim o več kot 4500 kvadratnih metrih, v roku 1 minute je celotno halo zajel požar. Ne glede na to, če bi bili tam gasilci ali gasilska vozila, v tistem trenutku ne bi mogli narediti nič. Na zalogi smo imeli tako imenovano gorljivo frakcijo,
ki nastane v okviru izvajanja naše občinske gospodarske javne službe obdelave odpadkov. Mi iz 36 občin, torej 27 občin Pomurja in 9 ostalih, sprejemamo v okviru gospodarske javne službe obdelave odpadke v obdelavo. V celotnej hali so se nahajali zgolj odpadki po obdelavi iz naslova mešanih komunalnih in pa kosovnih odpadkov. Regijski centri po celi Sloveniji in tudi naš so zgradile občine. Zgradile so ga za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, za zbiranje, obdelavo in odlaganje. Nihče od nas nima predvidenih skladiščnih kapacitet za te količine in za to vrsto odpadkov. Ti odpadki, kakor se pri nas ustvarijo, takoj po obdelavi, morajo ven iz regijskih centrov. Vsi se zavedamo, kot je že povedal gospod Zupanc, da je pot do izgradnje sežigalnic dolga. Jaz razumem in vem, da tudi predstavnikom ministrstva vsakokratnega ni enostavno in da je težko pri tem nasprotovanju, ki ga pač doživljamo v javnosti, postaviti tak objekt nekje v prostoru. Ampak vprašanje je, ali moramo za to regijski centri nositi vso odgovornost, vso požarno ogroženost in da smo popolnoma nemočni in brez podpore pri tem. Največji strah vsakega od nas, ki se ukvarja z odpadki, je tak požar. In vsak od nas bi naredil vse, da do takega požara ne bi prišlo. V Puconcih je danes že 4. dan, ko so prisotni na terenu gasilci. Na mestih odpadkih še vedno tlijo in nastala bo večmilijonska škoda. K sreči v samem požaru in tudi v akciji gašenja ni bil poškodovan nihče. Sodelovalo je več kot 150 gasilcev, več kot 30 prostovoljnih gasilskih društev. Hvaležni smo jim vsem, ki so prišli, ki so pomagali in nam bodo še pomagali tudi v prihodnje. Hvala tudi vsem pomurskim županom in pa županjem, ki nas podpirajo in nam tudi v teh trenutkih stojijo ob strani. Za nas zaposlene na regijskem centru se bo prava kalvarija začela, ko nas bodo zapustili tudi zadnji gasilci. Ostaja nam pogorišče, ostali smo brez edinega skladiščnega prostora, z enim kupom težav, pri tem pa še vedno ne vemo, kam z odpadki, ki so pač zdaj postali kot nek ostanek požara. Želela bi, da je ta dogodek opomnik, čeprav se čudno sliši, mogoče tudi priložnost, da se nekako ponovno usedemo vsi, ki karkoli vemo o odpadkih v Sloveniji in da končno najdemo neko rešitev, ki bo sprejemljiva za vse nas. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajamo gospodu Maksimiljanu Tramšku, predsedniku Združenja centrov za ravnanje z odpadki Slovenije. Tudi fotografije, ki jih boste videli v ozadju, so tiste, ki so nam jih posredovali iz Združenja Slocero in so pač dokazi oziroma posledice požarov, ki so se dogajali nedavno oziroma v kratkem obdobju leta oziroma manj kot leta dni. Beseda je vaša, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, v imenu Združenja centrov za ravnanje z odpadki v Sloveniji, v katerem je 8 centrov, nekako obdelamo 85% vseh zbranih odpadkov, ki jih ustvarimo državljani. Mogoče bi uvodoma samo dopolnil kolega, mi kot družba se bomo mogli zavedati, da če dalje z rastjo bruto družbenega proizvoda ustvarjamo tudi če dalje več odpadkov. Kot izvajalci javne občinskih gospodarskih služb mi to zberemo, jih tudi obdelamo, nimamo pa končnih rešitev. Dosegamo vse okoljske cilje na področju recikliranja, izsortirani materiali so se za spremembo tudi zadnjega obdobja, bodi covidnega področja, tudi energetske krize drastično spremenili. Iz ostanka obdelave mešanih komunalnih odpadkov nam pa ostanejo odpadki, ki so pripravljeni za gorivo, tako zvano termično izrabo, in tu nastaja največji problem. Generalno, globalno se razmere na mednarodnih trgih z krizami tudi spreminjajo
in ti odpadki se zadnja leta kopičijo na naših regijskih centrih. Zdaj v združenju GIS Slovcero že vrsto let opozarjamo na neurejene in nevzdržne razmere na področju sežiga odpadkov, ki je pa državna javna služba, in zato vlado Republike Slovenije pozivamo, da končno uredi razmere in začne izvajati v zakonu o varstvu okolja in o uredbi o upravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiga komunalnih odpadkov določene obveznosti. GIS Slovcero smo že neštetokrat podali tudi pripombe na trenutno objavljen osnutek uredbe. Najbolj zaskrbljujoče je pa dejstvo, da način zagotavljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov v prihodnjem obdobju, torej v obdobju do zagona sežigalnic, ni urejen. In mi kot družba v Republiki Sloveniji, občani, državljani ali pa krajani, se bomo morali zavedati, da nas za ostale odpadke, ki jih povzročamo za našimi potrošniškimi navadami, bomo morali sami poskrbeti. In bomo morali biti solidarnostni tudi pri umeščanju v prostor, da bomo lahko takšne termične objekte s pomočjo države tudi umestili v prostor. Na tem mestu opozarjam, da izvajalci občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov več nismo pripravljeni in ne bomo nosili tveganj, ki so povezani z neizvajanjem državne gospodarske javne službe sežiga. Vkolikor država, pristojno ministrstvo, ne začne urejati vprašanja prehodnega obdobja, bo GIS Slovcero uporabil vsa pravna sredstva s ciljem, da država končno začne izvajati vsebine obvezne državne gospodarske javne službe, ki si jo sama pred leti zapisala, je dala v zakon, drugače bomo pred dejstvom, da več ne bomo prevzemali odpadkov. Od ministrstva pristojnega za odpadke Vlade Republike Slovenije, zdaj pa ne več prosimo, ampak zahtevamo, da kolikor gospodarska javna služba sežiga odpadkov, vključi vse odpadke, ki jih je imela opredeljene tudi v predlogu uredbe, da nemudoma prične urejati prehodno obdobje, torej obdobje do vzpostavitve delovanja sežigalnic. Kje in na kakšen način bo država zagotovila izvajanja gospodarske javne službe v času, ko v Republiki Sloveniji še ni vzpostavljen sistem sežiganja. Že v letu 2023 smo strani GIS-a Slovcero pristojnemu ministrstvu predlagali, da naj ministrstvo objavi razpis za podelitev začasne koncesije oziroma sklene pogodbo z izvajalcem, ki bi do zgraditve sežigalnice v Sloveniji prevzemal gorljive odpadke. Pod enakimi pogoji za vse izvajalce obvezne občinske gospodarske javne službe. Odgovora žal nismo prejeli. Glede na to, da gre za državno gospodarsko javno službo, bi morala biti storitev enaka za vse državljane Slovenije. Iz tega razloga predlagamo, da za celotno območje Republike Slovenije do vzpostavitve sežigalnic velja enaka cena, ki se trenutno tudi uporablja v edini sežigalnici v Sloveniji, to je v Celju. Vsled navedenega zahtevamo, da ministrstvo pristojno za odpadke in Vlada Republike Slovenije uredi upravljanje obvezne državne javne službe sežiga komunalnih odpadkov, za kar ima pooblastilo v Zakonu o varovanju okolja, brez da posega v dejavnost izvajalcev občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov. Naj oceni dodatne stroške, ki jih bodo imeli izvajalci mehanske obdelave komunalnih odpadkov, saj bodo ti pomembno vplivali na vsezadnje na proračune občin in na vsezadnje tudi na občane. Hvala. Hvala lepa. Prosim za vprašanja. Bi kdo želel vprašati? Gospoda Županca, gospod Biro? Izvolite. Včeraj preverjala malo, na ministrstvu pravi, da so ti pred tem, da dajo vedno ponovno javne ravnavo.
Torej, neka rešitev se pripravlja, mislim, vemo, da pač te usklajevanja trajajo že nekaj časa, pa vendarle, ne. Se pravi, pač ministrstvo trdi, da dela in da pač bo uredba v zelo kratkem času ponovno javno obravnava. Komentar mogoče. Ja, kot sem že prej omenil, ta uredba se pripravlja že 2 leti. Vse to so predolgotrajni postopki. Omenil sem v času covida, ko so nam države zaprle mejo in smo imeli podoben problem, kot ga imamo sedaj, od tega je 5 let. V 5 letih, vmes smo že sprejeli neko uredbo, leta 2022 je bila sprejeta uredba, pa jo nismo spravili v življenje. Že zdaj 2 let pripravljamo neko uredbo. To je vse predolgotrajen, predolg časa se to vse skupaj vleče. Ja, lahko je pripravljeno z države, definitivno tudi mi smo videli te osnutke uredbe, podali tudi pripombe, rešitve načeloma v osnovi so dobre, namen je dober, ampak enostavno nič se ne zgodi. In tudi, če država reče, bojo dali še enkrat v javno obravnavo, pa kolikrat bomo dali še v javno obravnavo? Uredbo je treba sprejeti, razpisati je potrebno koncesije in začeti graditi objekte. Do takrat pa zagotoviti neko rešitev za obstoječe gorljive odpadke v Sloveniji s pomočjo partnerjev ali pa izvajalcev te gospodarske javne službe v tujini. Enostavno to prepuščati zgolj regijskim centrom in da se bo samo po sebi nekaj zgodilo, pri tem pa glavo potisniti v pesek, to ni rešitev. Se pravi, za vas bi bila rešitev, da se v tem prihodnem času vzpostavitev sežigalnic pač sklene te neke začasne koncesije. Država si je sama sebi predpisala, da za to poskrbela. Tega je minilo 20 let. In dokler smo regijski centri imeli ponore, dokler se ni zaprla Madžarska, dokler ni prišlo do gospodarske krize v Nemčiji, cementarne so nehale sprejemati. V lanskem letu so bile poplave v Avstriji, ogromne količine odpadkov, masni tok je nehal se sprejemati. Začeli so se kopičiti odpadki na regijskih centrih. Regijski centri nimamo kapacitet, nismo bili zgrajeni za to, nimamo dovoljenj, da lahko kopičimo znatne količine. Tako uporabniki, potrošniki, občani, državljani povzročamo odpadke. Zamislite si, da imate 3 mesece doma na skladiščenju, bodi si v garaži, v nekem prostoru, zunaj, vrtni lopi, odpadke, ki jih ustvarite. Povprečje je 512 kg odpadkov ustvarimo državljani v Republiki Sloveniji. Od tega je mešanje komunalnih odpadkov, mešanje komunalne embalaže okrog 250, pa naj me predsednik popravi. Masni tok je glede na razvitost podeželje, mesto se malo spreminja in centri ne moramo skladiščiti takšnih kapacitet. Ko smo v preteklosti, mogli bi poznati se vrniti še, ko smo načrtovali regijske centre, je bila tudi želja po termični izrabi. Ne, država, to bomo pa mi delali, to bomo mi naredili. Mi nismo danes tukaj. Mi smo že dali konkretne predloge, kje nam naj pride nasproti. Kriza se dogaja. Ko pride v podjetju kriza, se moramo s poslovnimi procesi temu prilagoditi. In direktorji, ki vodimo te centre, ki vodimo te komunale, ki se ukvarjamo tudi z zbiranjem, imamo velika tveganja in nosimo vse te odgovornosti, na katere pa mi nimamo vpliva. In če so rekli, da bojo za to poskrbeli, če smo imeli rešitve v razpisu koncesije za prehodna obdobja, potem pričakujemo, da bodo na tem področju tudi nekaj naredili. Sama uredba ne bo rešila problema. In tudi, če mi občani, državljani se ne bomo zavedali, da bo treba prostorsko umeščati v prostor, ne da nam bojo vse iniciative rušile okoljske zgodbe, potem bodo ti odpadki, ne bo vprašanje cene, vprašanje bo ponoro. Mene kot izvajalca obvezne gospodarske javne službe ne zanima, koliko bo cena sežiga. Ja, imam težavo speljati skozi 13 občinskih svetov. V skladu z uredbo MEDO, jo poznamo, je treba pripraviti elaborate. Mene samo zanima, kako zmanjšati tveganja v poslovanju, za katero nosimo odgovornost in kam lahko po procesu obdelave, po vseh okoljskih ciljih, standardih, vseh zakonih, ki jih moramo izvajati,
tisto, ker to niso odpadki od Cerotov, to niso odpadki od komunal, to so odpadki nas vseh državljanov, ki živimo, ki jih ustvarjamo. Mene samo zanima, kam bom imel tisti ponor, da po procesu obdelave bom lahko to prodal. In o tem se pogovarjamo že 20 let. Hvala. Se pravi, glavni problem je, da so se zaprli pač v sosednjih državah, da se dejansko ne prevzema več teh mobilnih odpadkov. Gospod Biro, kam bi vi, oziroma kam so bili namenjeni ti odpadki, no, zakaj so toliko časa pač stali, oziroma ste jih toliko časa skladiščili? V preteklosti so dejansko določene zasebne družbe v Sloveniji se pojavljale kot posredniki ali prevzemniki te gorljive frakcije v regijskih centrih in so jih sami premeščali potem dejansko v tujino, seveda proti plačilu. Odkar v tujini več ni ponorov za naše odpadke, bom rekla, se tudi te družbe na nas več ne obračajo oziroma se ne javljajo na naše povabila, ko dajem ponudb za prevzem teh frakcij. Pri nas konkretno v Puconcih sami iščemo ponore po tujini, po Slovaški, Avstriji, Madžarski, Nemčiji, sami urejamo tako imenovane notifikacije, izvozna dovoljenja za premeščanje odpadkov v tujino, ampak ti postopki trajajo 6-7 mesecev, da ti priješ do dovoljenja. In po eni strani zelo težko pridemo sploh zraven, ker mi smo vseeno majhni, to so ogromne sežigalnice in pademo v sistem posredništva, posrednik, naslednji posrednik in tako naprej. In v preteklem letu, torej že v letu 2023 se je začelo, da enostavno več odpadkov od naših vseh, v bistvu vseh regijskih centrov ni prevzemal nihče. In to stanje se dejansko nadaljevalo v lanskem letu. Najhuje je pa seveda v mesecu januarju in pa v februarju, ko pa potekajo remonti na sežigalnicah, cementarne, v bistvu tudi v tujini. Takrat pa v bistvu absolutno ni nobenega prevzema. Na eni strani imamo torej vhod, iz gospodinjstva odpadki dnevno prihajajo v naš regijski center, mi jih obdelamo, pripravimo vse, kot je potrebno, potem pa odpadki, ti obdelani iz centra ne odidejo. Kdo bi pa lahko zdaj v tem mestnem času to konsistiral? Katero podjetje bi lahko, recimo pač Celjska ima verjetno kapacitete že zapolnjene, zdaj kdo bi lahko bil koncesionar v tem prihodnem obdobju? Mislim, a je v Sloveniji to ali bo čez kaj to ne? Ampak če bi na problem, Poglejte, sežigalnice v tujini pa cementarne v tujini sklepajo letne in tudi večletne pogodbe za prevzem gorljivih odpadkov. Definitivno količina vseh gorljivih odpadkov iz Slovenije za neko veliko sežigalnico, veliko cementarno pravzaprav sploh ni velika. In če vsak posamezen regijski center išče ponor, je praktično nemogoče priti sploh zraven, da bi ga sprejeli. Zato smo mi predlagali in pa Gislo Cero, da bi enostavno država kot nosilc državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov pridobila oziroma razpisala mednarodni razpis za vse slovenske količine za neko obdobje 3, 4, 5, 6 let, ne vem, dokler ne bomo zgradili lastnih kapacitet za sežiganje teh komunalnih odpadkov. V Sloveniji, še enkrat poudarjam, Celje ima kapaciteto približno 30 tisoč ton, v Anhovem približno 45 tisoč ton, 50 tisoč ton vzamejo letno, nič več. V Sloveniji pa nastane letno prek 200 tisoč ton gorljivih odpadkov in ta količina še raste. Tako da pravzaprav Slovenija sama po sebi v tem trenutku ni zmožna, ni samozadostna in nikakor ni zmožna sama poskrbeti za te gorljive odpadke, zato se mora Slovenija kot država v tem trenutku ozreti navzven po kapacitetah v nam najbližjem državam. Ker vemo, da tudi vsi ti izvozi gorljivih frakcij na dolge razdalje, to tudi ni ekološko. Kakšen je ogljičen odtis? Požari v Sloveniji je pa zadnja stvar, kar si želimo. Veste, takle požar, ki je bil zdaj v Puconcih, je povzročil emisij morda za 10 let delovanja neke normalnega energetskega objekta pod kontroliranimi pogoji. In teh požarov imamo preveč.
kot sem omenil, surovina vsakih nekaj mesecev gori. Enkrat en regijski center, pa drugi regijski center, pa enostavno samo čaka, da se bo samo od sebe nekaj odvil, se ne bo in 7 let nimamo časa čakati, če tudi bi danes že podelili koncesije za gradnjo. Torej je treba za vmesen čas najti rešitev, da ne bomo priča takim požarom, ki so, bom rekel, iz ekonomskega vidika, varnostnega vidika, konec koncev tudi z vidika obremenjevanja okolja in pa zdravja naših prebivalcev nesprejemljiva. Kako je pa s cenami za glede na posredništva, cene se razviševale? Ja, poglejte, najboljša rešitev je tista rešitev, ki jo imaš sama, na katero imaš vpliv, recimo konkretno Celje, sežigalnica Celje, ima ceno za sežiganje lastnih odpadkov pod 100 evrov na tono, medtem ko tuje sežigalnice imajo 150, 180, 200 in več. Temu dodajemo še zraven prevoz in pridemo do enormnih številk. Iz tega vidika je pač nujno potreben, da Slovenija pravzaprav bolj intenzivno pristop k reševanju ali pa k iskanju teh rešitev in iz tega vidika tudi tisto vprašanje, ki ste ga prej rekli, kako komentiramo te dolgotrajne postopke. Ja, vsak mesec je preveč, ki čakamo, da se bo nekaj zgodilo. To je nevzdržno. Se verjetno ste bili tudi na vezi z ministrstvom, glede, verjetno tudi vi, v zadnjih dneh, verjetno ste tudi slišali kakšne predloge z njihove strani, oziroma ste seznanjeni pač z potekom tega, kaj se v zadnjih dogaja. Mi se danes ob 12. odpravljamo iz te novinarske konference na sestanek na ministrstvo. Ministrstvo je sklicalo danes sestanek, na katerem bomo še enkrat odprli te stvari. Moram pa povedati, da smo na ministrstvu že nekajkrat sedeli, nekajkrat iskali rešitve in jaz osebno menim, da rešitve, ki jih pametno dolgo časa načrtuješ in peleš v ta pravo smer, so praviloma dobre in domišljene rešitve. Ad hoc rešitve nikoli niso dobre. Zato že vrsto let poudarjamo, za začasen obdobje imejmo rešitev v tujini, v tem času domislimo svoje rešitve in doma vendarle postavimo ustrezne objekte za energetsko izrabo odpadkov, ki bojo na ekološki način odstranili naše odpadke, slovenske. Še kakšno vprašanje mogoče? Potem bi se jaz vsem sogovornikom zahvalila. Če bi še kdo želel kakšno izjavo, potem pod konferenci lepo vabljeni. Hvala lepa vsem. In sporočilo za javnost dobite na maile oziroma e-naslove, kamor ste bili tudi vabljeni, kamor smo vas vabili. Hvala lepa.